kar seveda smo pa želeli pri tem opozoriti, pa tudi dejansko stanje. Dejstvo je, da ti domovi ne želimo, da so prepuščeni sami sebi, sami sebi namen, ampak da v polni meri izkoriščajo svoje poslanstvo in pa svoje kapacitete. Dejstvo pa je, da včasih tudi težava pri sogovornikih in tisto ključno, kar mogoče tudi cilji lastnike teh domov, da razmišljajo prodaje, seveda povprašanje sredstev. Vprašanje seveda tudi določenja prioritet, ampak na ta način seveda tudi kaže odnos vsakokratne oblasti, tudi lokalne do tega vprašanja, tudi do te socialne kategorije. Gre po mojem mnenju za vprašanje, ki je zelo pomembno in če se ga ne zavedamo sedaj, bomo še zdaj v prodajo teh domov brez kritične distance in presoje, ne bo seveda čez lahko mnogo bolj žal, ker pridobiti nazaj tako možnost in tako obliko bo seveda mnogo dražje. Ampak vas je kakšen konkreten, ne vem, konkreten poskus prodaje tega, recimo spodbudil, ali so kakšne indici v okolju? Dobili smo indic, da se pripravlja v okviru mestne občine tudi, če rečem, program prodaje tega. To je bilo recimo v lanskem letu, se je bilo še zapisano v sam program in pa želeli smo, da bo preprečiti. To rečemo, želeli smo vplivati na to, da se ponovno premisli, ali je to res potrebno. Zdaj ne bom rekel, da je to še eden od redkih reliktov, bomo rekel, nekih sistemov, kjer se je dopuščala večja enakopravnost in dostopnost, ampak vsekakor gre za neko področje, za katero smo ocenili, na katero je potrebno opozoriti in torej omogočiti, še enkrat ponavljam, to čim manjšo segregacijo otrok. In tukaj je en element, ki po mojem mu je vredno pristopiti. In zaradi tega je ta, za razliko tistih naših, če rečemo, običajnih revizij, bilo usmerjena za naprej, ne toliko za nazaj in opozarjanje na napake, ki so se že zgodile, ampak je prečeti naprej, da ne pride do nečesa, kar mogoče se ne da niti vrednotiti. Sej, ali si določen stvari, če gledate samo z ekonomskega vidika, ne bi rekli, 7% izkoriščenost je seveda izguba. Je seveda pod določenim standardom. In ekonomsko logiko bi rekli, da to je potrebno prodati. To je potrebno razprodati in s tem pridobiti sredstva, ki se lahko razporedijo na druge postavke. Ampak gre za določene kategorije, ki niso profitne in torej tukaj gre tudi za vlogo občine. Kaj je občina po svojem osnovnem poslanstvu? Se ni pridobitna, ni osnovno poslanstvo pridobitna dejavnost. Ampak je torej tudi odnos do ljudi, ki bivajo v tej občini, v vseh segmentih. Če smo od športa do kulture in tudi do, ali pa še posebej do otrok, glede na to, da smo tudi podpisali te konvencije mednarodne o zaščiti otrok. Tako da tukaj, če bo mogoče na prvi pogled, zadeva zdi dočasna, na takšen dan, ampak je potrebno. Pojasnila bi še rada, da ne bo kakšnega nesporazuma. Tlele berem, da sta MOL in ZLRO ustrezno gospodarita in skrbita za vzdrževanje počitniških domov in da je kakovost storitev v teh domovih primerna. Kakovost storitev ne bi bila razmera. Že veste, kam ciljam. Sem noter brala, jaz sem že malo predtem prebrala, ugotavljate hkrati, da so kar hude razmere, marsikje. Recimo, ni ograje nad prepadom. Okna lahko padejo na otroka v tiranu, če je burja in tako naprej. Mislim, da bi tukaj bilo malo premalo je to poudarjen, ta vlaganja nujna. No, zaradi tega, vsega seveda to poročilo je tako, da se bi lahko imeli še povredel, ampak je v poročilu bo se najde za vsak dom posebej, so prednosti in slabosti in odr je zelo podrobno pisati, da vas ne obremenjujemo prekomerno s tem. Dejstvo je, da tukaj se je treba razlikovati samo storitev kot neko dejavnost in pa kvaliteto tistih izvajalcev teh programov in pa se govorimo o kvaliteti bivanja. Je pa sve odvisno od tistih standardov, v tem konkretnem primeru sem še tudi sam gledal, vse te domove, tako uživo. In moram reči, kateri so res potrebni celovite obnove, ker so že, ne bom rekel nevarni, ampak lahko povzročijo neko nepotrebno obstaja tveganje za nevarnost, če so bili pirani, za letečimi kontni. Obisk tukaj spodbuja, ne? No, mislim, da zdaj na ta namen, seveda, to je usporedno, ne glede na to, te stvari morajo pa tež usporedno čakati na neka dodatna sredstva, je seveda potrebno in upamo, da se bo to tudi zgodilo, ker tudi ta revizija je spodbudila MOL, da so to namensko, da se umestilo tudi v proračun, mislim, da leta 2013
1.830.000 evrov za to obdobje, kar bo, še vedno je premalo, da bi lahko imela, ampak dejstvo je, da se zagotovi vsaj ta minimalni standard, ki bo varen, primeren za bivanje, da ne rečem varen, da se govorimo o izrednih razmerah. Storitve pa so seveda kvalitete, ampak mogoče ta pristop je, ali pa mogoče malo demode, ampak ga je potrebno mogoče osvežiti ali pa revitalizirati. Posebej še zato, ker seveda na trgu velja konkurenca, to je definitivno, samo vprašanje potem tega, če imamo take domove, zakaj potem starši plačujejo dvakrat več za kapacitete izven tega, ker ob tem, da te kapacitete obstajajo prasne. In seveda ne zanikamo, da je verjetno v določenih okoljih potrebna večja intenzivnost ali pa možnost sodelovanja tudi v zasebnem sektorju na primeren način, seveda ne na škodno otrok, tudi v obliki mogoče gostinske dejavnosti in koncesije, ampak to je stvar že politika, ne pa že da se slučajo. Maček, veste, zanima me glede primera Podobnik, ministra Podobnika, glede na to, da se že kar nekaj časa vleče, se vam zdi, da je kje zmanjšan ugled Računskega sodišča zaradi tega? Imate občutek? Ja. Jaz vas sprašujem, če je kaj zmanjšan. Ampak moram reči, da jaz bi ponovil tisto, kar je veliko ponavljeno. Računsko sodišče je s tem pozivom izpolnilo tisto, kar zahteva sam zakon. In avtoriteta, ali pa bom rekel, ugled Računskega sodišča bi bil lahko omajan, oziroma bi se lahko postavil pod vprašanje, če tega ne bi storili, ker temu primeru seveda bi sami kršili zakon. S tem, ko smo seveda dali ta poziv, je naša pristojnost izčrpana in seveda zdaj odgovornost in pristojnost seveda na tistih, na katere seveda smo tudi naslovili sam poziv in torej sam ne ocenjujem, da bi se zaradi tega ugled Računskega sodišča zmanjšal, lahko bi celo rekel, morda celo obratno.